Dobro, da pa gor, ampak mi... Boš videl. Miran, kaj se dogaja? Kje si? Kaj počneš? Jaz sem vedno tam, kjer hočem biti, ne, ali kako se to. Ampak primarno, če jaz prav razumem, nisi v Sloveniji, si v Švici? Ja, že dolg. Ja. A veš, kaj je fora tega, da te posedejo takoj za mikrofon? Ker so mnenja, da ta prvi nek stik je najbolj pristen, pa najbolj tak pure in v bistvu, če se rokujemo, če se spoznavamo 10 minut, če se pol usedemo za mikrofon, zgubimo ta žmoht. A me lahko nekaj povem? Daj, povej. Zelo stara zgodba, televizijska namreč, pa ni seveda na naših slovenskih zelnikih zrasla, nemška, angleška. Ne vem, če ste gledali kakšne talk shove pred leti, tega je zdaj toliko veliko, da verjetno to ne funkcionira več tako, ampak včasih so se talk shovi na teh večjih televizijah, BBC-ju pa tako vedno začeli pol ure prej. Prve pol ure sploh nismo videli na televiziji. Ne? Šele tisto, ker je šlo od pol ure naprej zato, da ni bilo točno tega začetnega počasnega, da so že vsi fajn, ne, to najbolj resno govorim, da so že vsi fajn ugreti, so začeli talk shove vedno z eno, recimo, polurno zamudo in prve pol ure ni bilo za javnost, šele od pol ure naprej, ker so že vsi ugreti. Ampak lej, ti si odprl super zgodbo. To je ravno obratno, kar ste rekli. A gremo za pol ure na kavč? Ne, ampak se pogovarjamo se že sam ne grem čuveter, šele polka bomo že vsi zagreti, tist pa pol. Ampak to je resna zgodba, tako so v Sloveniji tega nismo v bistvu nikdar prakticirali, kot bi jaz vedel, ampak v resnici so pa to na zahodu v talk showih delali ravno zato, da so ti začetni, ker so ljudje, tudi drug čas je bil danes, so tudi ljudje drugačni, navajenost na to je, gledam, pridejo, so že takoj napaljeni, se začnejo kregati velikrat ali pa mnenja, ker se, včasih so bili pa ljudje bolj zadržani in je prve pol ure trajali, da so se dobro ugreli, takrat je pa režiser rekel, zdaj smo pa dosti ugreti, da gremo lahko eter. Miran, sem to po moje zate ne bi toliko držal, ker ti si napaljen že od nule. Ti nisi lokomotiva. Za me ne bi držal, verjetno, to je res. Ja. Ampak to sem vam sam toliko hotel dati kot idejo, da so včasih resne televizije delale na ta način talk shove, da so se prve pol ure ogrevali. Še dobro, da nismo resni. Točno to sem hotel reči. Miran, zdaj pa tako, mogoče sem ali pa sva v pripravi tega pogovora, pa ne, da smo imeli neke grozne priprave. Tako je pripraviti. Ja, govorili s kakšnim kolegom novinarjem, pa brskali po kakšnih starih zgodbah, morda pa nismo, ne. Ampak zakaj si tukaj? Zato, ker se radi pogovarjamo, pa ker vemo, da imaš mrzki zapovedati, pa da imaš tudi ti rad zgodbe. To. Če je tehtenga, kaj pa vem, če je tehtenga. Povem rad, ampak ne vem pa, če je tehtenga. V bistvu vprašanja, začnemo na začetku ali začnemo na koncu? Lahko začnete na koncu, recimo. Ne, daj pa mi pa povej, Formula 1 2022 ali pa prejšnje leto, kako kaj stojiš, pa nam rekel, za koga navijaš, ampak a veš, Formula 15, 20, 30 let nazaj pa danes je vse naredila ogromno enih preskokov, v vse smeri, veliko stvari se je spremenilo tudi s tem, ko so Američani prišli v zgodbo. Kako pa ti vse skupaj vidiš, no? Kako jaz vse skupaj vidim? Avtomobili so lepi, te leta zadnji, res dobro izgledajo. Včeraj sem z Borom se dobila, mojim prijateljem, fotografom drugač, ki je bil v Monaku na dirki, prvič seveda po tej koroni in tako naprej, jaz še nisem bil živo, ampak rekel, avtomobili res dobro izgledajo. To je recimo ena taka nepomembna verjetno športnega stališča, ampak optično, že na televiziji dobro izgledajo, v resnici je pa rekel, da res dobro izgledajo. Pa da so veliki. Veliki, široki, tako izgledajo brutalno, precej bolj, kot so izgledali prej. No, in tudi pelejo se, je rekel, predvsem Monako še vedno, ne, on se tudi čudi, zahvala Bogu pravi, ampak se čudi, kako fotografom res edino v Monaku še, če bo ostal v koledarju, pustijo biti 2 cm od avta, od avtomobila, ki letijo tam mem. Sej ne grejo s 300, ampak grejo s 250 ali pa 270 mem ali pa blizu 300 na uro in je rekel, ta občutek je res temi novimi avtomobili, ki so še malo širši, zdaj tudi optično izgledajo te 18-palčne platišča, gledajo čisto drugače, kot so pred 13 izgledala, ne, to je tako vse bolj fajn, ampak zdaj to je bilo tako malo za uvod. Formula 1
Jaz imam kar nekaj svojih pomislekov, ampak to so moji pomisleki, ker sem začel z 11 leti Formula 1 gledati, to je bilo leta 77, mislim, da je bila prva dirka Monza. Vidva se še nista rodila, po mojem, nobeno dvajo, ne? Glih par let za tem. Jaz sem pa prvo Monzo 77 gledal in potem ostal nekako, to me je prevzel, pol je bilo še nekaj okoliščin in prijatelj je tisto poletje bil na počitnicah v Franciji in je prišel poslovno, ki sva se spoznala, on se je preselil iz Beograda, jaz sem se z drugega konca Ljubljane preselil v Ljubljano, v ta blok in potem dobili smo tudi v stolpnici, je bilo takrat to videl, vse ne veste, ampak v stolpnici takrat, če so bili 4 programi, ne jih bilo 800 pa celega interneta, 4 programi so bili. Ja. Pa si se pa preselil na drug konc Ljubljane, v stolpnico, in smo dobili skupinsko anteno in sta se priključila še 2 programa, ne? Taka zelo barvna, 6 programov smo pomeli, ampak ta 2 sta bila ključna. Ja. To je bila Avstrija 1 in Avstrija 2. Ja. Ne? In seveda Niki Lauda je bil takrat v zenitu svoje slave in na Avstriji 1 oziroma 2 je bil takrat šport, je bil to en najpomembnejših športov. In paralelno s tem je prišel, pravzaprav povod je bil ta prijatelj prišel iz Francije, kjer je na neki zabavi, ker so bili ti njihovi prijatelji znanci od Patrika Depailleja, ki se je kasneje tragično ubil, prišel, midva sva se tisto poletje spoznali in rekel, jaz Formula 1, to morava gledati, to je šport, tak, jaz sem tam enega dirkača spoznal v Franciji, pa to, jaz rekel, še mi imamo v stolpnici Avstrijo, zdaj to delamo, pa jim rekel, daj pa bo nedeljo, Monza, gremo gledati, ne. In pol je, on je bil za Depailleja, jaz sem bil za Schechterja takrat, Schechter je pa vozil, Schechter je bil pa in pol odkriva midva, nisva pojma imela, ampak ker je, pa so seveda se takoj avtomagazin nekje v enem kiosku nabaviti, pa malo pogledati, kaj piše o tej Formuli 1 in tako ugotoviva, da je prejšnjo leto, mislim, da je vozil s Schechterjem skupaj, on je bil pa za Depailleja, ki je šel ne vem kam, Tirelu, ta je pa, Schechter je šel pa med tem k Wolfu, ne? In se rekel, ti si za Depailleja, jaz bom pa za tega Schechterja, ne, ki je bil še dober tisto leto s tem Wolfom, s pojma nisem imel, kdo je Wolf, odkaj je Wolf, pač tak črn, lep zlat avto z zlatim napisom. In tako se je začelo to, no? In tako sva pač to gledala in potem smo pač celo dvorišče malo zastropili s tem in pol je bilo v nedeljah, so bili rituali pri nas v bloku, najprej Formula ob 2, pol pa na Poljanski gimnaziji na igrišču fuzbal, pol pa ljudska kuhna fanta, ne, kaj je bila, ora je bila takrat, ne, še smo bili tako majhni. In tako se je začela ta naša Formula. Zdaj do vprašanja, se vem, dolgo traja, da prijem odgovor. Ne, se to mi je všeč. Zdaj do tvojega vprašanja. In zdaj, Formula 1 se je pa od takrat do danes vseeno precej spremenila. In jaz sem, če sem tako čist iskren, še vedno ljubitelj tiste Formule 1. Tako notranje. Se pravi, Formula 1, kjer ne uničujejo neki Horneri, Markoti, Sergio Perez v zmage, ne? Kako pa je bilo s politiko včasih? Vse so bile tudi moštva, je bil tudi prvi, drugi voznik, ali je bilo tega manj? Ne na ta način. Ne na ta način? Ne. Prvi, ki je s tem mal začel, je bil pa tudi še on ne. V bistvu zares so uničili Formula 1, kakorkoli se to grozno sliši, pa mi da so se dobro poznala, Schumacher in Jean Todt. Ona dva sta uničila to, da je to, ker problem te zgodbe, za vse navijače je to šport posameznikov, ki vsi tekmujejo med sobo, še najbolj dva v enakem avtomobilu, če je dober in če sta oba dobra. In to smo v zgodovini imeli velikrat, ne, začeli se je tam v teh epskih 80-ih z Manslom Piquejem, potem ona dva sta bila tak dvoboj moštveni, a pa že prej so bili pri Ferrariju tudi, seveda. Problem je, ker je en tekmovalec, dirkač boljši od drugega, občutno boljši in mu ta ne more parirati. Potem so začeli tudi iskati takega drugega dirkača, da ne bo mogel parirati. Ki bi podpiral v vseh pogledih prvega. Tako je, ne? In mislim prvega ekipo, ne? Te, ki to plačujejo in vodijo. In tukaj se je, recimo, ker si me vprašal, najbolj je se v meni vedno zlom to, ker sem Mehika ima ne vem koliko milijonov prebivalcev, tam vsi navijajo za Pereza. On je najboljši ta dan, boljšo taktiko ima, on ta drugi osel se je zavrtel, ne, v drugem ovinku, ampak vse bodo naredili, da bo še vedno on zmagal. In to je katastrofa. Mislim, to je za mene kot navijača je to katastrofa. To je šport posameznikov, ki so ga pa potem moštva, denar, koncept pravzaprav spremenila v tekmovanje moštev, kjer pravzaprav oni diktirajo tempo in izberejo tega enega, ki ga bodo podpirali
po dnevu, po noč, po dežju, po suhem, kaj je pravično in kaj ni To pravično. je kar močen stavek, da se je v bistvu ta neka nova era sterilnosti Formule 1 začela s Schumacherjem in Žanom Totom. Takrat se je to začelo. To je the disease Schumacher of pa more, to- se temu reče. Ne? Slapo več, slapo, no, pa vse v to povezano. ne. Se jaz zdaj ne stališča nekega Ferrarija, neke institucije, firme, podjetja, ki jih neke cilje zasleduje, je to legitimno, po moje. Ni pa, jaz pa vidim, po moje pa ni legitimno stališča odnosa do navijačev, ki imajo pa svojega navijača in ki želijo, da recimo že letos se je dvakrat, mislim, da zgodil bi Perez mogel zmagati mimo Monaka. Pa ni zmagal zato, ker oni že poskrbijo relativno, mogoče za kakšnega, za zelo poučene navijače, ne, za kakšne zelo površne navijače, pa že med dirko poskrbijo, ne. Kako je že bilo, he is on a different tactic, ne, mu rečejo. Ampak, He is on different strategy, mu rečejo. Miran, do koga ima pol formula kot šport prvo obvezo? Do navijača ali do moštva ali do posla? Kakor kdo, ne? Kakor kdo. Ampak znaš ga ali pa s tvojega, pa verjetno tudi z najnega stališča bi moral v nekem sanskem ali pa idealnem svetu bi morala biti prva obveza do mas, do tistih, ki šport spremljajo, ker so to en zelo nepogrešljiv pa pomemben del. Sej brez mase pa brez vseh ostalih navijačev tudi ni vsega ostalega, ne? Ja, ampak po tej logiki je pol zdale zadnja Netflix era Formula 1 v bistvu najbolj uspešna, kar spet ni prav, kar je skregan s to logiko. Ne? Ne vem, če je prav. Problem je, da vse si odgovoril že na to svoje vprašanje. Vse si odgovoril. Jaz mislim, da ja. Odgovor je pritrdilen, tem navijačem bi morali biti najbolj zvesti, dolžni ali kakorkoli, ampak očitno niso, ker so te moštveni interesi, da bomo mi zdaj, Milan Schumacher je bil prvi, ki je začel govoriti v teh svojih intervjujih, ne dobi se prvenstva na zadnji dirki. To se sam nam zdi na televiziji. Prvenstvo se dobi že tudi na prvi dirki. Če ti tam ena točka zmanjka, to se pol vidi tam novembra, ker ti je že na prvi zmanjkalo. Ne? Oni s Totom so začeli to igro, da je on tisti igralec, ki je treba v celem letu vse točke dobiti. Vsako možno, ni važno, kaj Irvine dela, pa kaj Barrichello dela, pa kaj kdo drug dela. En ful kratek intermezzo, zaradi tega, ker bom poiskal to fotko in jo bom dal v linke, ker si omenil Žana Tota, pa ker si omenil Odbora Dobrina, bom poiskal fotko Odbora Dobrina, kako ima Žan Tot pogrižene nohte. A veš, kje je fotka? Miran, omenil si Mihaela Schumacherja. Jaz sem sicer hotel do tega priti bistveno pozneje, ampak se mi zdi zdaj mogoče primerno momentno. Jaz sem enkrat to zgodbo celo iz tvojih ust slišal živo, na enem salonu avtomobilskem, pa že leta in leta nazaj. Ampak daj mi povej, nogometna tekma, Schumacher, letališče, pa pot do tja. Daj malo povej, kako je to Kako so se mučke zasvetle takoj. Ne, ker to je zgodba, ki jo mogoče že kdo pozna, ampak jaz bi jo pa spet rad slišal. No. To je zgodba, ja, kaj svem, to je zanimiva zgodba. Ja, Schumacher je zaradi tega neurja v Ženevi zamujal kar krepko. Problem je bil, da je bila tekma v Novi Gorici dobro za nas pomembna v Sloveniji, ampak on je imel, mislim, da v polfinale Champions League, ker je RTL ga takrat pokrival, nemški, tudi vklop. Pred začetkom je bil RTL tam z reportažnim avtomobilom, z vsem, ker je hotel imeti Schumacherja pred svojim fuzbalom v klopu na finalu Champions League, ne vem, kdo je leta 2003, da smo bili takrat igral. Mogoče nek nemški klub, zagotovo nek nemški klub, kakorkoli. No, v glavnem tja je, on je zelo zamujal, vedel pa je za vse to in ni bilo tudi njegove tiskovne predstavnice Sabina, ker smo midva se tudi dobro poznali, rekla tole Novo Gorico, Miran, boš pa kar ti za mene oddelal, ni treba meni zraven, boš ti tam poskrbel za Mihaela, da bo vse tako, kot mora biti, ne, pa ta RTL je tam, pa malo mi je povedala, na kaj treba paziti, pa ti tvoje, te slovenske novinarje, pa vse to, pošti me, ne, in sem rekel, ja, da jaz bi bila en dan še frej, pa da ne hodim brez veze, ne, sem rekel, ja, ni problema, bom jaz to podelal. In ga gremo mi v Trst na letališče iskat, potem po tisti zamudi pride in on je imel pa vklop, mislim, da 28, mislim, da je moral biti v etru, tam Champions League pa ni šale, ne, je moral biti v etru in mislim, da je 5 do 8 ali nekaj tazga so prestali v Trstu. S katerim avtom si ga šel iskat? Z eno Alfo, avto Triglava, pa še en pomožen avto smo imeli zraven in jaz mislim, da je bila to ta video bolj vedela. Je bila GTA. GTA, tako je, GTA.
tako je, GTA. Rdeča. Rdeča GTA. Ja. Dobro izhodišče. Rdeča GTA, Alfa je bila, tako je. No in potem jaz pa tam ga počakam, on pride, kot je bil, on vedno živi, melen, kako smo, ne, jaz sem rekel, slabo smo. Je rekel, koliko imamo do vklopa, sem rekel, ja, ne vem, 26 minut. Je rekel, koliko imamo delati, jaz sem rekel, 30 km, avtocesta, sem rekel, ja, 3/4 je. Pa me je Kje je avto? Sem rekel, klele, ne, ko imaš, GTA, v redu, pa gremo midva, unga svojega Indica je poslal z Matejo od zadaj, ta drug avto, pa so mi čelade, mi pravi, pridite za nami. Pa sta ona dva povedala, Mateja pa je rekla, v trenutki je pol ta rdeča avto, sam še taka pikca ostaja na obzorju, ne. No in pa on gre z eno roko, brne, gas na polno, vse je škripal iz tistega letališča na avtocesto, pičma, tam gre tistih 250, je šal, koliko na Alfa, ne. Pa jaz rečem, desno, klele, ti mi pa sam tako prav na 100 metrov, 150 metrov, prej mi zmer povej, kam gremo, ne. Tako malo reli, se je kao reli, pa to, on pa eno roko voz, pa malo klepeta zraven, ne. O tem, kako pa drugače meram, pa kva dogaja, pa tako malo, ne. Kaj sem fuzbal, pa to, pa kako bomo, razprodan štadion. 250. On leti, pa eno roko so malo drži, pa je pa ta izvoz Gorica tam, izvoz, ne, iz te strani, iz Trsta priješ pod Gorici, pa je bila pa še ta stara avtocesta, ona taka na pol, ne, ni bila ta nova zdaj izdelana, ni bilo Ikeje, ni bilo nič tam. No tam, in on jaz reče, Klevan, ja, se vem, pa spet nekaj drugega prašam, tam enem, po moje še 160, 170 do tisti izvoz, ne. Ampak to gre vse smut, to nič ne trese se, ne. Ja. To z eno roko smut pele. In pol, pa sem rekel, no, zdaj bo pa meja, ne, meja. In on, njih bilo slučajno Italijani, on tam preleti 120 čez italijanski blok, padeva, ne. In rečem, ko pa je zdaj spet to, še cestnina je bila, kartico imel kar takole v žepu od kavbojk, ker sem že pošel, ne, imam jaz sklep, pa še tu na cestnino, on to vse plačal s kartico, in pol sva letela tam, in pol do Slovencev, vse, to so pa Slovenci. Te pa streljajo, klep pa vstal, ne. In hvala Bogu, sta pa ne dva avta stala odspred, tako da ni mogel preleteti čez vse, da sta dva avta se stala pri Slovencih, ampak on je tam tako relativno deleč ustavil, tako malo pri stran, kaj bo pa zdaj? To je vse zguba časa, se rekel, čak, bom pa jaz stopim ven, tako ven z teh vrat, rekel, klele Šumacher tekma, to čakamo, ja, fanti, ker tam lete mem, ne, in pa sva tam letela, ja, se vemo, malo že zamujate, ja, se rekel, mudi se nam, in je mu tam odprl rampo in smo pa padli čez. No, neč in pol v glavnem najhujša zgodba je bila pa tista gor, iz tunela ven na onem križišču in pa promet, malo že Gorica, pa so tam zaprli na cesto pred stadionom, so bili pesci, ampak tle na tem glavnem križišču levo, ta je bila pa kar huda, ne, se je rekel, tle pa levo, na križišču in on gre, on kot pele to gre, ne vem, koliko je zdaj bilo tam, 50, 40 je not in gre, ker se je levo, on vedno sam pokima, pa nekaj drugega praša, ne, in poj tako pripele in gre, in se če, kam mu zdaj šli v Trske, kle, ne, in on pol, oni pa nasprot vozijo, pa zelena je, ne, za levo, in on se ročno dvigne, pa med dvema, avto napoda, pa med dvema noter skoč, ne, med dvema, ki se peleta, čez skoč, ne, tako malo, pri njih 45 recimo, dvignil ročno, ali pa 40 je bilo mogoče, tako, divje, no, v glavnem divje. Super. Kaj pa, da si daš v CV, da si šumil bravo vinke, a? Ja. Recimo, ja, tam ni bilo treba veliko, sam levo, desno je hotel vedeti od mene, pa je 150 metrov prej rekel, povej, ne. Ja. Ej, jaz imam še eno, vem za eno anekdoto in sicer vem, da sta bila šumjem v Sarajevu skupaj. Ja, dvakrat, enkrat ne, enkrat pogojno, enkrat pa prav skupaj, ja. Tiste je bila malo bolj čustvena zgodba, ne? Zgodba je bila, za njega je bila zgodba, on je to drugače videl, kot mi, ne. Mi smo bili blizu tukaj, mi smo to poznali, a veš, mi nismo šli, prvič smo želeli z letalom in nismo prišli in smo potem morali material dobiti od RTL-a nemškega, ker smo nas obrnili, ker nas je NATO obrnil, ker nismo imeli, Smeltov letalo je bil to in mislim, da je bil Avto Triglav sponzor, še Damjan Vuk je bil z nami, se spomnimo. V glavnem, te Smeltovi piloti niso uredili papirjev na način, kot bi jih morali. Ampak oni so velikrat leteli tja že takrat, to je bil še Orenk vojno stan, ni bilo civilnega letenja še v Bosno in je vse nadziral, Francozi so nadzirali letališče, NATO je nadziral pa zračni prostor. In oni so že večkrat leteli, ampak pozabili so pa, jaz sem pa bil na telefonu več ur z NATO-om, z Avijanom, z ne vem komu sem in sem pol v bistvu zvedel, ne. 20 slotov je bilo na voljo, 20 slotov na dan. In
običajen dan teh 20 slotov ni bilo porabljenih. In si ti flegma se prijavil zjutraj in si prišel. Ta dan je bil pa problem. Schumacher je priletel z enim avionom, privatnim. Z enim je priletela ta njegova, ki se je tam šla, ta Ute Ohofen, ki se je v bistvu to pomoč šla, ki je to organizirala, ona je s svojim privatnim jetom priletela. RTL televizija je priletela s tretjim privatnim jetom. Samo Schumacherjeve operacije so bili že 3 sloti in je zmanjkalo slotov tisti dan. In smeltovci so pa flegma rekli, bomo zjutraj mi se prijavili. In seveda ni bilo nič, mi tam le nadbihač pridemo in pol pride do mene, piloti pravijo, kle imamo problem, pridite malo naprej, ne men. In pol se oni pogovarjajo tam in nun pol, reče, kako sem ja, ove natovci shvatijo, danes vi nečete sletiti v Sarajevo, barem ne prirodnim putem, ne? Oni Zagreba iz kontrole, ne? Prav, jaz bi vam priporočili, da okrenete što brže, ne? Smo tam krožili nadbihačem ene par minut, pa se pogovarjali in oni so bili zelo prijazni avijani, so rekli, lejte, mi bi vas spustili v zračen prostor, ampak Francozi so tam neizprosni, 20 slotov in ne dajo. Če pride Clinton, bo dali 21 slot, ne? Ampak za vas ne dajo 21 slota in če nam Francozi rečejo ne, je ne. Vi ste pa komercialni let, vi niste nekaj pomembnega za družbeno-politično pomembnega, ne? Tako smo pol mi tam krožili, obrnili, še pol ne brniko, 2 ure sem jaz telefoniral, če bi vseeno uspel, ampak ni bilo nobene šanse. No, potem že v šumi še enkrat, pol leta kasneje ali pa mogoče nekaj tazga, takrat sem pa rekel, zdaj pa meni ne bo noben smelt več okoli prinesel, ampak imamo mi kar lepo z avtom, tam le z enim Sabrininim avtom, enega lepega Audija smo dobili srebrnega in smo se z njim odpeljali. Pač do Sarajeva lepo, sej nam to ni bilo nič posebnega. Ampak bistvo zgodbe je postal na tem drugem je pa Schumacherju pri pristanku počela guma. Ja, ampak ne, da bi se kaj zgodilo. Pač nekaj so zapeljali, da je pa spustila guma in niso mogli leteti brez rezervne gume, ki je pa takrat v Sarajevo za Challengerje. Seveda ni bilo, ja. Ni bilo, ne. In so šli po to gumo nekam v Italijo. Nekje v Italiji so pa to gumo najeli, ampak Schumi je odhod ob 17 se je raztegnil do 20. Programa je bilo konc, RTL je odletel, na Ute Ohofen je odletela, vsi so odleteli. Letališče je bil še relativno razbit, vojska je bila tam. Zgledali je. Jaz nisem vojni reporter, ti si bila prva fronta Dobrinja, ne? Ti si bila to je bilo konc vsega, zgledali je, vse po koncu vojne že, ampak zgledali je pa še vse tako, pa teme, to je bil tak novembrski čas, tema je bila že po 4, pust meglen dan. Se spomnim tistih slik, ja. No, in tako, in Schumi tam ostane sam. Svojim presešpreharjem, tem tiskovnim predstavnikom, takrat je bil to še Büchinger pred Sabine, on dva ostaneta tam, pa piloti so tudi bili nekje, avion je bil tam nekje delač, tam parkiran in čakali, in mislim, da so to gumo rihtali in mislim, da je prišla med tem, ampak kakorkoli. Namesto 5 je Schumi šel ob 8 odletu. In mi smo ostali tam z njim, na letališču. In smo tam pač malo neki pjuckane kave, so že bile en kiosk, je bil, malo smo klepetali. Do tistih 7:30 ali daj so prišli povedati, da je narejen, da je avion popravljen in grejo. In Schumi in pol on to najprej ne, in pol, ok, no, zdaj pa smo dočakali, no, lepo se mekle, ne. Ja, kam pa ti, ne? Hotel, kaj se je rekel? Kakšen hotel? Mi pa tam tistega lega Audija, Dekavca pa Ljubljana, ne? Ne, rekel, si normalno, kaj je, tole te vojne, pred znamo, sedemo nekje, ki temu do Ženeve, pa že do Ženeve, prišel, ne? Kaj ste Ženevo, da je galom tem doma, ko ste v Ženevi, tudi je že skoraj doma, ne? In no tako ne, pa on ne, pa to ne jaz ne dovolim, pa do sklele ubijajo, kakšni kle po noč, pa z normalno, ne? Se ga neč ne bo, ne se kjeri se, no nekako se pol mi lepo slavimo, on odide in to je imel pol še en epilog, on odide, mi dva tudi odidemo, vse normalno, bila je pa pauza, konec je bilo sezone, ni bilo dirke več in potem predstavitev v Maranelu, to je bil november mogoče, konec novembra, februar, januar, predstavitev v Maranelu, v nem ta starem, to okroglem še muzejčku tam, v tisto okrogli galeriji, prtovarni, takole. Ljudi, ne, takole novinarje vsega in jaz tam tista predstavitev in konc predstavitve, tam mi se pol štimamo z kamerami, da bomo te intervjuje delali in tam skozi gužvo leti, tako Schumacher se prebija, skozi gužvo men, ga vidim že tako delač. Vse neč, ti, a ste prišli? Sam ne vidiš, ne, kako pa je bilo, ne, kako je pa ti bilo, jaz pol smo leteli, sem si rekel, pa to ni res, ne bi smel pustiti pod nobeno ceno, ne, tam una tema, pa to ni benih luči, neč, ker smo se tam dvigali, se rekel, lej, kdaj si bil doma? Je rekel, 10:30, ko sem se še pelil, 10:30 sem bil, mi smo bili pa polnoči doma, vidiš, ali pa 10:30. Se je samo 2 ure bilo razlike. No, tako v glavnem pa je bil pomirjen in pa so to tako ostali tudi v njemu in pa smo mi dva vedno, mislim, imela
tudi on pa recimo ni, se spomnim, so bili, pa je Sabina rekla, malo moramo paziti, ne dva, ker je dal še ne 2 intervjuja, pa on je ki je nehal pri Ferrari, to prvič, pol on je še let pa on ni dal nobenega intervjuja. Ej, nekaj bi te vprašal, glede Schumacherja. Ne rabiš odgovoriti, lahko sam rečeš, da ali pa ne, a veš kaj več, kar vemo vsi ostali o njem? Zdaj, če vem, jaz mislim, da vem, da je Bilka, ne? Ok, ja. Zakaj se pa to grejo? Zakaj se pa to grejo? Sebe, Čisto točnega stanja ne vem, vem samo, da je Bilka in da ni, da se ne more z nami tukaj sodelovati zdaj, ne? Zakaj se pa to grejo, je pa tudi meni vprašanje. Nisem pa s Korino govoril o tem nikoli pol več. Zakaj se pa to na ta način gredo, je pa tudi meni uganka in se mi ne zdi nesmiselno, nepotrebno, nobenemu ne korist, mogoče razen njim. Oni so tisti, ki o tem odločajo. Korina pa ta mala 2, Mik pa Gina Marija, oni so ti, ki odločajo. Oče seveda tudi ne še živ, z bratom sta bila itak bolj tako zadnje čase. A si lahko jaz 1 minutko zdaj vzamem, da jaz povem eno zgodbico, kako sem Mirana spoznal, pa kako sem ga na nek tak zanimiv način vzljubil. Daj povej. Jaz sem šel na prvo svojo dirko Formule 1 in sicer me je povabil Bor Dobrin, preomenjeni, na Madžarsko. Šel sem skupaj s temi fanti, se pravi Bor, Miran in pa Francijera, tako, Jeffra. Legendarne poti so bile to Budimpešta. Skratka, da skrajšam, lega se že smeji. Daj povej, kaj me zanima. Jaz pa Borči sva fotkala, bila je, ne vem, petek je bil, sobota, neki tazga, sva fotkala po treningu, še malo sva ostala v pedoku, ko je padla nizka luč, idealni pogoji za delati, folk se sprosti, dirkači pridejo ven iz motorhomu, idealno za kakšne portrete, celo, pogovarjaš se z njimi, ker ti si najbolj sproščeno zrače, po dirki, ki vsi grejo, ne? In smo bili zmenjeni pol za večerjo, po vsem tem, ampak Miran je pač navil za to, da gremo. Jaz pa Borči nisem mogla spustiti tizga iz rok. Ne? Dajmo strajno dirkališče, gremo nekaj pojeti. Ja, gremo v Budimpešto, imamo rezervirano za večerjo. Skratka, Miran je šel, se preobleč v hišo, jaz pa Borči sva malo stala, ene 2 urci dlje. Prideva nazaj v tisto hišo, naj jo dočaka na vratih, Miran, padale so mame, padale vse po spisku. A veš, kako je? Pa to je, pa vi fotografi, pa pizda vam materna, pa ne morem verjeti, jebite se vsi. Jaz kaj tazga, jaz sem bil totalno šokiran. Pač jaz sem rekel, jaz se s tem človekom nam nikoli več v lifeu pogovarjal, on je mene prečrtil, on je mene prekrižil, mi da sva konc. Borčja, pogledam, Borči sam tako meni. Sam tako pomežiknu me, kao, pust. Mi smo zdaj na smrt skregani. Ampak okej, mi gremo na večerjo. Jeffra, Borči, jaz gremo na večerjo z enim taksijem, tale je šel gor v sobo, se je zaprl, ne? Pozabil. Čakaj. In mi gremo na večerjo, se usedemo, pač rezervacija, cool, okej, kje imate pa še enega? Ja, tizga pa najbrž ne bo, ne? In tako, ni bilo 5 minut, prihaja za nami z drugim taksijem, se usede za mizo, odpre gazeto, prelista gazeto, zapre gazeto in fantje, kaj vi kaj, ste v redu? Kaj da se nič ni zgodilo? Jaz sem rekel, koliko imam jaz tega človeka, všeč mi je. Pač, mi smo si povedali svoje, ampak odtlej naprej pa, super. Dal skozi, pa dal ven, pa gremo zdaj naprej. V tistem trenutku se je pač, to je vedno tako, ne? Vidno sta imela svoj cilj tam narediti, meni se je zdelo, da sta me nategnila, ker smo bili drugače zmenjeni, ne? In pol je tisti, kdo zdaj pod komu, ona dva sta in svoj cilj sledila, ki je legitimen, ampak mogoče drugačen, ker smo bili en dan prej zmenjeni, ker se ona dva na luč še nista spomnila, ne? Sej sploh ni važno to, kaj se je zgodilo, ampak meni je všeč ta odnos, pač, da z nekom zaratiš, ampak v isti sekundi pol rečeš, cool smo si in poveš svoje in na koncu, tista večera je bila pol zakon. Mislim, mi smo se imeli toliko fajn, da se spomnim. Mingrede, veš kaj sem jaz pa vedno občutek, mi dva nimamo nobene zgodovine, pravzaprav nikoli nismo imeli nekšnega daljšega pogovora, ampak seveda kot vsi, ki smo spremljali avtomotošport, predvsem Formula 1, iz tega vem veliko tebe, pa veš kaj sem jaz vedno občutek, ne?
da ki si ti je v pedoku, ti si seveda itak poln energije, jasno ti je, kaj želiš, kako boš do tega prišel, ti si fokusiran. Ne? Ampak vedno sem imel občutek, da si, ko si ti v pedoku, ko se to dogaja, da si bil ti kot novinar ali pa kot nekdo, ki ve, kaj želi, da si bil kar nekako enakovreden v bistvu v mojih očeh prvim zvezdam športa, šefom ekip in tako naprej v smislu, a veš, nisi od nekje spodaj na vzgor streljal. Tvoja prezenca je bila pač očitna. Ne? Ja, oni so bili tam v svoji službi, ti pa tudi. Ne? In sem se pogovarjal včeraj z Žažijem, z Andražem Zupančičem, ne? In je rekel, da se spomne tega momenta, ko je bilo treba s prostom en intervju narediti in da si ti en motorhome noter tako predelal, kot da si interior designer. Ne? In da je prost prišel tja na vrsto, da si ga postavil v kot, pa da je mogel 4-kratni svetovni prvak malo počakati, da si ti vse zrihtal. A se spomniš tega? Pozabil sem zdaj, ker si govoril, se pa spomnim. Ampak se je bilo več takih primerov, ni bil samo prost. Ja, ampak se si... Ne, zanimivo, da vprašanje, pa pol odgovora že v svojem vprašanju. Ja, zanima me, če lahko pritrdiš. Ja, absolutno, saj si že svoj odgovor pravzaprav dal. Jaz sem to dojemal kot nekaj. Ena stvar sem jaz zelo hmal pogruntal, kdaj mi je bila verjetno v škodo, mnogokrat pa tudi v korist. Jaz mislim, da je problem, nasplošen problem Slovenije, slovenstva, Slovencev, da ne nastopajo nekje, kjer je to upravičeno, popolnoma enakovredno. Zakaj bi jaz nastopil tam drugače kot moji Nemci? Nemcev sem jaz veliko prijateljev na formuli. In smo res dobri, življenjski, privatni prijatelji postali. Oni so se kdaj na kakšnih debatah točno o tem rekli, dober, ko so mene gledali, so rekli, dober, da je v Slovencev sam 2 milijona, ki tebe gledamo. Če bi bilo vas 20 milijonov, bogi vsi mi, ne? To je bil, ampak moj pristop je bil, zakaj bi jaz bil tam nek ponižen cucek, ki stoji v drugi, tretji, četrti vrsti in čaka, da bo, jaz sem ne vem, zdaj verjetno gledata pa Natalie vam je sigurno, ker je lušna, Natalie Pinkman, tale Pinkham reporterka, njena prva dirka v Avstraliji. Ona je prišla kot veliki, pol je bil Skype, najprej bil BBC, ona je prišla BBC radio. Je prišla in se je postavila v tist kare, kot osvoboditeljica Londona, na svoji prvi dirki. Ampak cel kare je vstal. Ampak to je stvar odnosa, pa je ti tudi, ne? In potem se jaz prišel in se je rekel, Ljubica, ko pa ti tukaj, ne? Ja, I'm Natalie Pinkman, BBC se rekel, I'm Miran, Slovenian television, but you go back now. What do you mean? Se rekel, now. You move. You work here, 1 race, 2 race, 10 races, and then you maybe come here. And now you go back. And then you come back. Ne? Oni čisto vsi BBC-ovci, pa kako ti ona je BBC, kako me briga, kaj je, ne? Ona je kle prvič. In postavljal se bo vrsto, jaz sem pa kle stal, ker sem kle že 400-krat bil. Ej, mingerde. Tako hočem reči, pa so prijatelja postala zelo malo. Po 2 dirkah so bila, vsi so imeli take velike oči, kdo si upajni BBC-jevi reporterki nekaj reči. Take iskrenosti so cenjene. Ampak tako hočem reči, midva sva pol z Natalie bila vedno super, ampak in ona je tudi message razumela. Šola. Mislim, tako Mala hočem šola, reči, veliki forme. meni se je zdel pa, v vrsto sem moral še eno življenje postaviti, ne? A pa se ti zdi, da si mogoče zaradi te svoje profesionalnosti, vsega tega, da si mogoče za današnjo televizijo preveč zahteven, oziroma ne vem, kako bi se izrazil, da si premalo šatrstokovski, da si premalo... Vem, kaj hočeš, se lahko direkt vsako zadevo speljati tako, kakor je treba. Se lahko direkt vprašata. Jaz imam zadržke svoje pri sebi do tega tipa novinarstva, ne? Ja. Ja, ne, jaz povej. pošteno povem. Jaz, mogoče sem mastodont, sem stara šola, ampak jaz imam rad te narejene prispevke. Narejene prispevke, ki tečejo z ofom, z glasbo, z izjavami, tako, mogoče tako neki, to je močeno in pa si rečem, pa vem, ker je pa najhujš, imam pa sam sabo dilemo, ker pa vem, da je to tudi trdo delo. Mingerde, sam intermezzo, Miran je pokazal name, pa na enega od naših atmosferskih videov, pa recimo, da tukaj vemo tudi... Ja, komotar minute, pa vlogerstvo. Tem, ker tebe poznam. No, ampak mi je všeč, da imam enega na kontrastrani, ker me zanima tvoj način razmišljanja, ker jaz v osnovi izhajam iz tega, da
da informacijo lahko podaš na različne načine, seveda je to čist drugačen način. Je pa dejstvo, da na koncu, ko se zaključi gledanje enega ali drugega prispevka, do ljudi pridejo informacije na različen način, ampak tista informacija pa tam je in tam ostane. Meni recimo ni bil, zdaj bomo šli v morda tudi pregloboko v ene zadeve, ki ste jih hlele vidva nastavila. In skje zdaj moj problem je vedno izviral iz tega. Saj jaz sem bil znan, moj obraz so vsi poznali, moj nastop so vsi poznali, ampak jaz sem poskušal, recimo v količini ur in ur programa, ki sem ga naredil, mogoče se kdo ne bo strinjal z mano, ampak meni se še vedno zdi, da jaz nisem se kazal na televiziji, kadar se mi ni zdelo, da je to res nujno. Danes, kaj me načelno moti pred današnjim, ne samo, recimo tudi velike televizije, kako danes delajo obrobni program okrog Formule 1, če ostanemo pri Formule 1, ali pa česa drugega, ali pa smučanja, ali pa nogometa. Tam so neki pozeri, nogometaši, bivši nogometaši, neki ponavadi novinarke, ki potem tam minute in uro mene v kamero gledajo in neki lapajo. To zdaj je morda trendovsko in moderno, ampak meni se pa, dajte vi, mečken povešte ta program, malo povejte po par stavkov, vmes pa pridite s 3 ekipami, novinarskimi snemalci in mi pokažite neko ozadje, kaj se zdaj zadnja 2 dni v Madridu okrog tega prvenstva ali pa finala Lige prvakov dogaja. Kaj je po moji oceni bil uspeh kaj je bil uspeh našega dela, recimo na Pop TV-ju, pa pol kasneje, po moji oceni, z neprimerno sredstvi, kot so jih imeli veliki. Da smo tam od jutra do večera pač garali, ogromno materijala posneli, bili posod zraven in pol iz tega naredili nek res zanimiv content oziroma vsebino po slovensko lepo, ki ga ne bi drugače videl, če bi Žaži pa Franci pa jaz tam stali, pa 20 minut neki čeblali. Točno tega se spomnim. Enkrat sva se pelala nekam, nekaj sva šla delati in je Miran dobil klic iz Pop TV-ja, da ne dobijo intervjuja z nekim zmagovalcem enega smuka, ne vem, nek Slovenc je zmagal smuk. In niso mogli dobiti intervjuja. In Miran je čisto padel in je iz avta v 5 minutah zrihtal zadevo, povezal je enega reporterja, ki je bil že tam, nek Nemc, z nekim satelitom, dubo je nek slot, čez 5 minut so imeli intervju z zmagovalcem. In zdaj smo pa pri tem attitudu, se pravi, ti moraš biti pa pripravljen delati do konca, se pravi, pa še nekaj rabaš. Žal je na svetu tako, to pa z leti dobiš, če si mal tak, jaz imam še eno pripombo, ki jo vedno, moraš biti pa omreženost je pa ključna za uspeh. Moraš biti omrežen, moraš poznati ljudi. In potem, če si nekako normalen, se ti potem, in če si majhen, to je tudi prednost, če si majhen, v Braziliji mi ne 2-krat, recimo ne bi imeli, to so bili še časi 4 žičnih zvezd, to ni bilo, mi smo 2-krat ne bi prenosa imeli, če mi RTL, nemški RTL, kot frendovsko, zato da sem jim pol prinesel naslednjič eno flašo goriškega vina, recimo iz Brd, ne bi 100 metrov kabla vlekli v našo kabino, da smo pol satelitsko komentirali čez satelit v Köln, pa so pa s Kölna v Ljubljano povezali zvezo. Recimo, ampak tam so njihovi tehniki nam, majhnemu vedno pomagajo. Majhnemu vedno pomagajo, če imaš to prav odnos. Veš kaj, evidentno je, Miran, skozi tvoja strast do dela, pa skozi vse to, kar si naredil, da si ti človek vsebine. Vse konc koncev, jaz se spomnim, pa marsikdo se pa verjetno bo, sploh če zanesenjak spomni revije Grand Prix. To je bila revija, pri kateri, mislim, to je bil neke vrste tvoj otrok, to je bila revija, ki je ne poudarjala samo motošport, ampak kaj je bilo meni najbolj všeč, poudarjala je zgodbe. Zdaj, jaz se spomnim 2 zgodb, pa moš mogoče malo dopolnil. Meni si, da ste vi z Audijem A8 brezdomce peljali na obalo, a to drži? Drži. Kaj je že bilo? Peljali smo klošarje na Brdo pri Kranju, v dvorcu Tita pod kralja Aleksandra, na Brdo pri Kranju smo peljali. Ja. Sabrina povedala o tej zgodbi, tudi kaj več povedati. Ja. Malo ste zaratili po tej zgodbi. Ne, sploh ne, da ne bo pomote, sploh ne, lahko tudi cel zadnji, sploh nismo zaratili, bil je pa velik strah v podjetju Porsche, ampak zaradi gospoda Vindiša. Oni so primeli en najrazkošnejši Audi A8 VL, V12L iz Ingolstadta.
In mi smo ga dobili na test in mi smo pač vedno delali neke zgodbe in smo rekli, to je pa ravno primeren avto za klošarje tele iz parka na Ambroževem trgu. Gabra kot ta pravega kandidata in Bora smo poslali to delati in se kam drugam, kot v Titovo ali pa Kraljevo rezidenco na Brdo pri Kranju gremo. Noter jih niso spustili, meni se zdi to skrajno, se mi je že takrat zdelo skrajno nesramno in smo to tudi napisali. Zakaj je klošar, ki je manj in si ne more pogledati dvorca kot do drug. Ne? In potem smo to zgodbo objavili. Korektno, nekaj v avtu, nekaj v tej zgodbi in tako naprej. Zgodba je korektna. Tudi vedno so vsi rekli, da je bila korektna. Bil je pa strah pred Vindišem, če bi to do njega prišlo. Ampak na koncu dneva je bilo treba to predstaviti nekako Vindišu. In niso vedeli, kako bi, in potem so se le pripravili in mu predstavili. In on je, pa še en problem je bil mal tak, pa ki tudi ta šel, bil en starček, je bil, ena flaša je bila enega starčka, ki klošarja brez te flaše ni, ne moreš slikovno. Fotka je bila tudi problem. Avto, kao, ne bi bila, no, v glavnem na koncu so to le uspeli priti do Vindiša in mu to pokazati, no, in to preveč rekel, kaj pa je kle narobe, je kaj slabega v avtu napisan, ne, nič, vse. Ej, daj mi pa povej, A kje obstaja sken tega članka, jaz bi to rečel. Mislim, zdaj, če grem... Ni digitaliziran, mi imamo večino arhiva Grand Prix imamo, nismo pa bili tako vestni, da bi, po moje, ni popolnoma vseh številk, razen če bo kdo tole poslušal, pa je kakšen zbiratelj, ki to vse ima. Ej, kako ste pa spravili Smarta v McDonald's? Mi ni bilo zraven, ne vem. Noro, mislim, to je bila zgodba Smart, je takrat vam prišel, takrat je bil nov avto. Ni me bilo zraven, se pa spomnim, da so ampak avto je bil v McDonald'su, če se spomnim. V trgovini, ja. Drive-in, dejansko drive-in. Ja. V tej, ki greš, tam, ki so te šalteri. Ne, ampak o zgodbah si začel, da se ne zgubimo preveč. Ja. Zgodbe so bile, zgodbe so, se mi zdi, da so to, kar si ljudje zapomnejo, kar ljudi zanima in kar daje nečemu, ker itak nek podatek ali pa nek rezultat, nekaj dajo vsi, to itak dobiš sploh danes. Zaprav, zgodbe naredijo razliko, ki so ljudje zapomnijo. Jaz sem tudi svoje delo nekaj časa v zgodnjih 90-ih še svoje komentiranje testiral. Poskušal testirati, recimo neparkrat sem naredil, se spomnim z nekimi določenimi ljudmi, kaj so si zapomnili od mojega 2-urnega govorjenja med dirko. V bistvu sem bil na eni strani malo zgrožen, zapomnili so si velikrat tudi zelo bizarne in zgodbe. To so si ljudje zapomnili. Sej to je to, veš kaj, to je tudi vsebina, ker šport pa pokrivanje športa nikoli ni bilo vedno samo suhoparno, usmerjeno samo na šport, se to drži. Veš kaj pa mene zanima, prej, ko nismo bili v etru, si rekel, kolikrat si bil 36, kolikrat v Avstraliji, koliko dirk si pokril praktično, bil si na polovici vseh dirk. Skoraj, malo manj. Skoraj. Ampak hočem reči, razumem, kaj ti je formula dala v profesionalnem smislu, da si vedel izjemno veliko, da je mreženje štimalo, da imaš za sabo neko življenjsko delo, ampak kaj ti je pa formula dala kot človeku, a ti je dala še kaj? Ali pa kaj ti je vse to tvoje delo v vseh teh desetletjih v športu, da rečeš, zaradi tega sem pa mogoče spremenjen ali pa drugačen na tak način, mogoče boljši, ali pa te je zaznamovala, mogoče ti je pustila kakšne brazgotine? To je dobro vprašanje. Dobro vprašanje, tukaj pa nimam takojšnjega odgovora. Pravzaprav ne znam. Dobro vprašanje, nimam takojšnjega odgovora. Ne vem, Okay. Dala mi je, zagotovo mi je, zdaj bom spet, mogoče ne bom, ni tako notranje iz mene, to sem od drugih nekako dobil, pa pol morda vidim, da je to bil. Dala mi je mogoče in s tem sem pol imel in imam še vedno težavo. Eno drugačno širino in pogled na dogajanje tukaj dobiš, po moje. Ja. To je po mojem mnenju. To pa ne samo Formula 1, to pač potovanje po svetu, spoznavanje ljudi iz celega sveta, načina dela, razmišljanja. To ti da potem pa prideš v to lekalno blatno dolino našo in vidiš, da bi marsikaj lahko. To te da. Pogled na tole našo blatno dolino je drugačen. No? Če si šel okrog, to se mi zdi, da bi mi pa brazgotine pustili. Vse to je bil naporno, ampak lepo delo. Ne? Sem si ga sam zbral, to ni zdaj nekaj, ker bi mene vsako sredo mučil, da moram na to pot, ne? Ker če bi to bilo, bi pa nehal. Kaj pa največja laž, ki si jo slišal o sebi? Teh je bilo pa kar nekaj, največja laž.
A pa se spomniš karkoli, ki si rekel, pa dobro ljudje, veliko stvari sem naredil, ampak tole pa res ni ena izmed njih. No, ne vem. Neke gejovske zgodbe so se včasih po Ljubljani vrtele, ki jih je tam mal Požar lansiral v svojih knjigah, neumnosti. Ampak neke, ne vem, to mi je zdaj nisem jaz nekih, ne vem, mogoče, kaj pa vem, se prej si ti lepo povedal zgodbo iz Budimpešte. Jaz mislim, da nisem zamedljiv človek, jaz sem nekdo, ki pač, jaz vsem poskušam videti najprej dobro. Jaz bi se navezal na tisto prejšnje vprašanje o tvojem preskakovanju kontinentov. Baje si tudi kdaj naletel na konflikte z letališkimi oblastmi. Je to res? Tudi, seveda, se to pa ni tako težko. Predvsem, če si začel potovati v času, in si tako veliko potoval kot jaz, če si začel potovati v času, recimo 91 so se začele moje te dirke mednarodne, tudi pa medcelinske, recimo v Južni Ameriki na letališčih, tudi rentgena ni bilo. Šel si tako na avtobus. Res? Še takrat, tako se je začel. In potem vsakič hujše in težje in bolj zoprno in maltretiranje ljudi in to, kar je danes. In seveda je prihajalo tudi do kakšnih konfliktov, kdaj Ja, jaz sem tudi neki, če me ne vem, to video niste vprašali, ampak kdaj me vprašali, kaj tako najbolj sovražiš? Zemljepisno. Letališča pa letala. Ti, ampak ironično, ker na letalih si pa res preživel kar kakšno leto, dve vsega skupaj. Ampak si tako, kot jaz, recimo, zaljubljen v letalstvo, kot na nek način, kot da te fascinira tehnika, pa da sovražiš letenje? Sovražim letenje, fascinira me. Od trenutka, ko poletim, samo čakam, kdaj bom prestal. Mislim, jaz imam najhujš, mi je pa to, ko poletim, sem že kar miren. Odkar sem šel doma, pa da moram poleteti. Če bi tukaj zdaj prišla ena dobra vila z palčko, bi en tak privatni avion organizirala, da nimam to so pa naši sosedje procesa. Veš, kaj me še zanima? Vseeno se mi predvsej ukvarjamo z avtomobili, ne? Pa dajmo malo zafantazirati. Če ti pa jaz recimo stisnem milijon v roko, pa ga moraš porabiti za avto, ali bi kupil enega klasika, takšnega zares dragega, ali bi kupil en sodoben, ne vem, superšportni avto. V katero smer bi šel, pa zakaj? Kupil bi, da ne bi ga za njih 200 še dobil, kupil bi enega Z8, Z8. Kupil bi enega Range Roverja, kar ta zadnjega, to je že $500,000, kupil bi eno nepremočno 911 Targo in kupil bi, koliko mi še ostane, 200, 300. In kupil bi še, kupil bi po moje enega 595. Meni pa tvoja izbira zelo všeč. Nekaj bi pa pustil še na lagru za kaj. Mogoče nekaj, ne, veš kaj bi še kupil, pa sem že milijon porabil. Kupil bi še enega, zdaj bi jih med 200 in 250 ali pa 280 je še ostalo, zato bi že dobil enega primernega Mercedesovega SL-a iz ene od starejših generacij. 90 so večno pač za 280 € dobil. A veš kaj, zdaj si v bistvu razkril in to mi je zelo všeč, da si en tak zelo nepopravljiv avtomobilski romantik. Že Z8 je avto, ki je postal klasika v šusu, koliko 500 so jih naredili, v Bondu so enega razrezali. Z8 je meni osebno tudi eden najlepših roadsterjev sploh, s čudovitim motorjem, s čudovitim dizajnom in ti avtomobili ne zastarajo in pika. Pa se spomniš tistih časov, ko so celo imeli testenga? Ja, v Sloveniji je bil en testen. Res? Ja. Daj povej. Eno anekdoto vam povem. Za tega ne vem, jaz sem ga sicer, to je bilo tudi, kaj je to povedali, jaz sem dolga leta, več kot 20 let se tudi ukvarjal, se na neki meri še vedno ukvarjam z avtomobilizmom na nek način in sem pač imel tudi skozi svoje poznanstva zelo dober dostop do BMW-ja v Münchnu. In vse veste, na Nemčiji, na zahodu je vedno testen termin 14 dni in jaz sem verjetno v 20 letih odpeljal sigurno več kot 100 raznih BMW-jev münchenskih. Samo en avto je bil pa samo en teden. Z8. In imel sem ga, in tako poseben avto je bil, imel sem ga pa med monaškim tednom in sem šel v Monako z njim. In en petek preleti, takrat je bil BMW Williams, preleti Preseš Prehar,
smo slišali, da je v garaži dol Z8 tvoj. Da ga imaš ti, naš, ne? Mislim, minhenski BMW. Ja, veš, ja. Joj, nekaj moramo, nekaj snemamo, a ga lahko dobimo za 2 ure, zdaj le popoldne, polke v stezo odprli. Ško, ja, valjda, ne, ja. Ja, no, se ne vem, če mu rabili, samo da vemo, da je, mislim, ne vem, če so ga pol sploh rabili, ampak samo da vemo, da je, da ga lahko dobimo. Seko, pa vi ste BMW, ne? Ja, pa Z8 pa nimamo, ne? Tako da, to je, no, plus še eno anekdoto vam povem, ker se pa taka Gaber Kržišnik, ki ga tudi dobro poznata. Potem sem jaz imel nekaj časa, kot verjetno veste, tudi 2 Z4, prvega, pa potem tega tudi z... Kupejevskega. Oba, ampak s platneno streho in s trdo streho. In sem si vedno želel, in potem Gaber je te avtomobile vozil iz Amerike, in da se rekel, če už enkrat najdu enega Z8 tacga, da bi to bilo fajn, pa dej, ne, mislim name. In zdaj, pa bom to, ja, koliko imaš denarja, ne, si 50 jurjev, 50 jurjev je. Reče, ne smejte se zdaj, ker bi... Zatalel žmigovc. Žalostno zdaj bo postal žalostno. Ja, dej. In potem mene Gaber kliče in me ne dobi. In jaz vidim, da me je nekaj klical, malo je bilo še moče, še nismo bili s temi WhatsAppi, tako zgodba je moče stara zdaj 10 let. Pa slabih 10 let. Jaz sem bil po nekih dirkah, v glavnem takrat se nisva ujela. In pol se to konča, nekaj dni, Gaber pride nazaj iz Amerike, ali kako je že bilo. V glavnem, dobiva se in prav, mater, sem te klical zadnjič, sem imel za te Z8, ne. Jaz rekel, in? Kje pa je? Ja, nisem ga kupil pol, ne. Ker si nisi javil. Čak, mal je bil razbit na Floridi, na aukciji, mečken razbit, malo od spredi sam blatnik, je rekel me, tako, za par jurčkov bi to zrihtal, 54 jurjev je bil. Ne, 54 jurjev je bil. Se kao, normalno, se sem ti rekel. In je iskal potrditev. 50 si rekel, ne. Dej. Gaber, no. Pejt pogledat. Ja, ga ni več, ne, seveda ga ni bilo več, pol 2 tedna kasneje. Gabriele, Ne. to ti še jaz zameram, ne sam Ja, zdaj, imam pa eno tolažbo, bil je srebrn z rdečim ledrom noter, tako da. Ampak za Z8 bi tudi to preživel, ni bil pa glih željni, ne. Ampak za ta denar, ker zdaj pogledava, da ga po 200 ni na trgu. Ja. Ne, glih zdaj gledam. Po 200 ga ni na trgu. Tako da, Ja, daj poglej, koliko so. Kaj pa zdaj voziš? $1 je bilo to takrat. Zdaj vozim pa že dolg. To sta pa malo out of date, zdaj vozim pa že zelo dolg enega Kajmana, ker sem ga dobil zelo ugodno za nagrado za tisto zgodbo z Audijem pri Porscheju. Zgodbe se splačajo. Cool. Jaz bom, veš kaj, min grede, jaz bom poiskal, koliko košta Še eno Z8. kavico, ti gremo narediti kavico. Prosim, ja. Jaz bom poiskal tole zgodbo, mislim, tole ceno Z8, veš kaj pa mene zanima? $1 je Čisto bilo tako to takrat. $1, to je bilo evrov še predvsem manj. Ja, Takrat dolar. sej to je tisto. Še Jaz predvsem se manj kar evrov. bojim številke, ki mi jo bo zdaj tlele avtoskaut vrgel. Takrat je bil 1,20 približno, se mi zdi, razmerje dolarja tečaj, tako da je bil ta avto res ugoden. Ja. Ampak bila je one-off šansa, bil je na neki dražbi policijski mal razbit in bilo je več, mislim, da je to tudi dobrih 10 let nazaj, ta avto po finančni krizi, dobro veš, da so bile cene teh avtomobilov takrat nekaj let, to je zdaj zdivjalo. Vem, ker me boli Carrere 993, to se pravi najlepša je 911, po mojem mnenju so se prodajale po 20, 30, 40 jurjev, turboti so bili 50, 100. Zdaj pa turbota ne dobiš pod 200, 300. Turbo ne, ampak navadni je pa 100. Ja, tako je. Min grede, pogledal sem Z8 pod 200,000 evrov, ga ne Saj sem dobiš jaz, in vsi so med 200 in 300 Grem evrov. jaz zdaj kdaj pogledat in se nasmehnem in se spomnim na to zgodbo. Ja. In pač, ja, življenje je pač tako, da... Tukaj Ferrari z ročnimi menjalniki pa tako naprej. Veš, to so zdaj nakupi, ki se bodo obrestovali. Jaz sem, se že. recimo, moj predzadnji Cayman je navaden 2.7, 270 konj, 275 konjev, ampak šestvaljnik, zadnji šestvaljnik. To je čarobna beseda, veš. Vem, in zadnjič je bil poklic Ja. in so me najdli po šosiji v Švici in sem moral, ker so menjali nekaj na prednjih rokah, garancijsko, ne, v poklic je bil. In je bil tam nek gospod Cvetkovič na Porscheju v Cirihu in sva se pol malo zaklepetala okrog teh avtomobilov. In na koncu, jaz sem ga pa skozi po malem prodajal ta avto, tako malo, bi ga moče tudi prodajal in pa sem se prodajal pa rekel, Miran, tale avto je dno dosegel, tvoj. Dno je že dosegel, zdaj bo šla cena samo še gor.
rekel, 90 tisoč imaš, vozaš ga, vidim, lep je kanal. Ne? In v bistvu, tako si rekel, pravzaprav je tudi moj relativno nov avto. 9 let star, že v bistvu dosegel dno, so mi rekli na vprašanje. Ja, se tako jaz s tem in vidim, veš. je rekel, od zdaj bo šel samo še gor. Je rekel, uživaj, z njim se vozi, vrednost mu ne bo več padla. Če ne rabiš nujno denarja za preživetje, zakaj bi ga prodajal? Ne? Ja, In sem se odločil, da ga ne bom prodal. Ne? Kako ste všeč naše šalčke? Zelo, sem že prej tisto Renault videl iz časa, ko je Renault imel. Jaz sem bil otrok, ko je imel Renault še tak znak. A, vidiš. Ja. A veš, da sem bil, to je prinesel, sem jih sorry. prejšnji vikend sem bil na 24 ur Nürburgringa, pa sem prinesel ene 6 šalčk nazaj. Se veš, ko imaš une šope s starimi posteri, starimi pumpami, nalepkami pa šalcami, pa sem jih prinesel ene par. Ja. Ampak zdaj nekaj drugega vidva meni povejta. Daj povej. Da mi se samo lepo pogovarjamo, vidva sta poznavalca, jaz sem outsider, povejta mi nekaj drugega. Jaz seveda vidim tole avtomobilsko elektrifikacijo, kot eno grozno stran pot človeštva. Pa moram reči, da imam marsikje naletim na odobravanje mojih tez, marsikje se mi smejijo, marsikje me imajo za nekega, ti si predko krasno rekel, nepoboljšljivega romantika. Kaj mislimo? Povejta mi, ja. Jaz vidim to kot neko zadevo, ki bo nekomu lajšala vsak dan, ampak hkrati pa... Lej, jaz si to tako razlagam. Lej, pokaž svojo uro. Vidiš, jaz imam tole... Mehanska ura, mehanska, ni niti Ja. kvarc, mehanska ura. Mehanska ura. Ker ne dam na roko jaz druge ure. A vidiš? Ura mora imeti mehanizem, da dela. Jaz čutiš? mislim, da je to nek pokazatelj, Da kaj je se bo olje zgodilo. noter, da je olje, da se... Ampak švicarski okej. urarski industriji so leta 72, ko so na Japonskem prišle tele ure ven, napovedali 5-letni popoln propad. Lani, leta 21, je pa švicarska urarska industrija imela največji turnover v zgodovini. Sam to, ja. Ampak to ti hočem reči, da to ne pomeni, da meni te ure niso blazno všeč in jaz jo bom nataknil z veseljem na roko. Ampak to je neka ura za vsak dan, ki mi lajša vsak dan. A veš, kaj hočem reči? Kaj tudi ni samo ura. Ker ni samo ura, ker je nekaj več. In se mi zdi, da gre tudi avtomobilizem nekako v te dve smeri. Mislim, kaj, jaz mislim, da evidentno je, kam gredo trendi, evidentno je, k čemu stremijo avtomobilske znamke, elektrifikacija na vse mogoče načine. Evidentno je pa tudi to, da konec koncev imamo že težave z materiali, pa infrastruktura se mi zdi, da vse bolj zaostaja oziroma se trudi dohtevati želje avtomobilskih znamk, niso pa tu nujno tudi želje kupcev, seveda. Ne? Ja, ampak smeri so začrtane, ne? To je nismo jasno. napačni? Zdaj smo v neki fazi, ki moramo to dati čez. A nismo napačnega, nisi napačnih imenoval avtomobilskih tovarn, jaz mislim, da bi politiko moral imenovati. Ne? Absolutno, zato ker spremembe, če so učinkovite, morajo biti sistemske. Ne? Te pa izvirajo od drugje ven, tudi iz zakonodaje, pa tako naprej. Ne? Jaz mislim, da je politika ta trend usiljuje, predvsej proti volji mnogih teh, ki si jih omenil. To je moj pogled. To je res. To je tudi recimo zahteve po znižanju CO2 izpustov, ki so v bistvu na nek način čist nerealne in to pol premakne, to je nek butterfly efekt se zgodil, zdaj pa se vali ta kepa že nekaj časa. Konec koncev, sam vidim, hočeš nekaj povedati. Sam to, jaz vseeno mislim, da je mogoče elektrika tudi eno prehodno stanje na poti k, ne vem, gorivnim celicam, vodiku in tako naprej. Jaz bi rekel, vem, da politika mogoče sam prehiter usiljuje vse skupaj. A se vam ne zdi, Da so prehiter tempo a se zastavili. vam ne zdi, da so, ne vem, jaz ti rečem tako pri sebi, moj 5,5-letni otrok, se mi zdi, da ima tudi že to logiko skoraj da, ne? Jaz vozim v katerem koli avto, odvisno, zdaj pustimo detajle, ampak med 500-700 kg do tone baterij, umazanih, na tak način pridobljenih, vse vemo, brez potrebe, da gremo zdaj v detalje. Nekaj skrajno umazanega, predvsej bolj umazanega, te baterije so predvsej bolj umazane kot ten 150-kilski motor z notranjim gorevanjem, kot tak. Kot tak. Ampak eno tono rabimo tega, zato da 80 tvojih ali pa 90-95 mojih kil prevažamo okrog po svetu. To se mi zdi nekaj popolnoma neracionalnega in neučinkovitega. Pa da na koncu rečeš, da imaš 0 izpustov. In da na koncu se zlažeš, ne vem, samo sebi, pa celemu svetu, da nisi nič CO2 izpustil. Zdaj greš pa spet k tej avtomobilski industriji ali pa k proizvajalcem teh izpuhov,
ki ti pa dokažejo, da je v najmodernejših avtomobilih tega izpusta tako rekoč nič z vsemi katalizatorji, ki so jih noter postavili in z vsem tem čiščenjem tega. Nekaj ga je, ampak ga je izjemno malo. Zdaj, zakaj? Jaz prihajam do svoje teze, ki je bogokletna ta trenutek, da je ob vsem, kar imamo, se pravi, ti si že vodik omenil, zdaj pač trend so ti baterijski, jaz jim rečem svinjski avtomobili, baterijski, potem imamo še vedno ogromno avtomobilov z motorji z notranjim izgorevanjem in imamo recimo še en trend, ki se nakazuje, ima pa tudi veliko problemov, kjer pa jaz vidim, da bi bilo treba, tukaj sem Rrlo, podpornik, začeti resno delati na sintetičnih gorivih. Predvsej bolj resno, kot delamo. Ne? Saj sintetična olja imamo že odkar mi živimo, imamo sintetična olja že več čas. No? In zdaj, ko to paleto pogledaš, jaz mislim, da je splošno onesnaževanje okolja. Ne zdaj to, zdaj je prišla tudi ta, ne vem, če ste zasledila pred kakšnim mesecem, zelo v senci ukrajinske vojne jo držijo pod površjem medijskega eksploatacije, ta raziskava, ki jo je Evropska komisija naročila. Naročila je Evropska komisija, dolg časa je tudi Evropska komisija ni niti želela, da pride ven. Jaz mislim, da so jo malce z namenom porinili v javnost ravno v začetni fazi ukrajinske vojne, zato da ne bo preveč prahu šlo v luft? Da ne bo preveč prahu šlo v luft. Je pa raziskava jasno pokazala, da v celotnem spektru, popolnoma v celotnem spektru neke proizvodne uporabe vsega teh avtomobilov, mislim, da so nekih 65 modelov bencinskih, dizelskih in električnih dali v to raziskavo in ugotovili, da pravzaprav pri nobenem od električnih avtomobilov skupna izpust. Čistost ne zmaga, ne premaga nobenega od teh avtomobilov, oziroma pri več 100 tisoč, 300, 400 tisoč kilometrih še, pa še eno, na koncu še v drobnem tisku zapisali, da so naklonjeni bili električnim avtomobilom, ker niso 15-letni cikl so upoštevali, 15-letni cikl neke poprečne menjave in uporabe avtomobila, rekli so, in nismo upoštevali, ker avtomobilska industrija sama trdi, na 8 let uporabe menjave baterij. Torej nismo upoštevali 2 baterij, ampak samo eno za 15 let, pa smo prišli do tako katastrofalnih rezultatov. Zdaj, da se sam vrnem še zadnji stavek, jaz mislim iz mojega znanja in vedenja, da je še vedno najmanj umazan od vsega, kar imamo. Sodoben, modern, najmanj umazan je avto z temle motorjem z notranjim izgorevanjem. Še ena stvar se dogaja, diskriminacija inženirjev, ki so vmes delali na razvoju motorjev z notranjim izgorevanjem, glede čistosti. Da o tem ne govorimo. No? To tudi mene recimo zelo moc, zato ker se mi zdi, da malo podcenjujemo. Vemo, kam gredo trendi, vemo, da imamo težavo, ampak zdi se mi, da je potencial pri inženiringu v smislu, kaj se še da narediti, kakšen potencial vse imajo tudi motorji na notranje izgorevanje, da se ga mogoče malo spregleda raven za to. No. Absolutno. Plus, še en, ker nekdo me poskuša, mnogo bolj bistre glave od mene, nekatere znajo povedati, da je ta baterijska, to tono baterij, da je to stranpot. Tono baterij vled sabo. To so že, mislim, da je bil tam en od benzovih avtov, električen avto so razumeli fanti pred več kot 100 leti. Pa ni pil vode. Zato, ker jaz mislim, da imamo s shranjevanjem energije in s pridobivanjem energije, če pozabimo umazanijo s temi baterijami, pa proizvodno, že potem zaenkrat je problem, mnoga nekole Tesle še ni, ki bi izumil nekaj, to moramo shraniti in predvsem moramo pa to nekje pridobiti. Če to v Tešu 6, pa v nuklearkah, pa ne vem, kje pridobivamo, potem nismo nič naredili, ker smo potem tam uporabili ta CO2 na mesto. Tukaj prelagamo. Ja. Mislim, da se lažemo. No? Ampak po drugi strani se už pa mogo strinjati, da elektromotor kot tak ima ogromen potencial. Če pustimo baterijo ob strani. Ampak jaz sem se tokrat pripeljal iz Švice s svojim Porschejem. Se strinjam. Električni avtomobili se peljejo izjemno udobno. Izjemno udobno, v tem ni nobenega dvoma. Ampak za enega ljubitelja je pa ena vožnja z enim električnim avtomobilom na nemški avtocesti od Bregenca do Münchna, kjer je bilo relativno malo prometa, v sredo popoldne
malo je bilo tovornjakov, pa pol velike, da je bilo treba malo zavirati in pospeševati. Ni to. To, ne, to je pol, ker je, zdaj smo mi pri procentu ali pa 5% uporabnikov, ker je neka vožnja tudi užitek. Ne, in meni je vožnja v enem delu ne vedno in povsod, in ne z vsakim avtom, ampak v načelu tudi malo užitek. In jaz mislim, da električen avto tega užitka na ta način ne more nadomestiti. Spet sva isto lahko poveva za ure, evo, vidiš. Veš kaj pa? Užitek mi je tako ura. Okay. Ni užitek, ampak je pač ok, ti lajša vsak dan. Ja, pa jaz tudi vidim, koliko je ura. Jaz imam en super izhodišče, pa bi mogoče vsem stopil 2 koraka nazaj, Miran že gledam na uro. Ne. Ne veš, kaj me zanima? 12 me Bor čaka za to. Bor bo počakal. Koliko bomo še imamo? Rekel si užitek. Mi se tudi radi vozimo, jaz se tudi zelo rad vozim. Jaz se grem kdaj namensko voziti, samo zato, ker v tem zelo uživam, pa seveda mora biti avto, pa predvsem okolica ta prava. Ampak rekel si pri tvoji karieri, povezani s poročanjem, če najmanj imaš rad vse te transferje, letališča in čakanja. Kaj je bila pa tista stvar, ki pa te je poganjala od znotraj, da si vse to počel? A veš, meni se je največji feeling prvič v en nov avto sest in to je tista stvar, ki mene poganja. Meni je to full fine. Kaj pa največji užitek tebi bil, da si delal, pa da si, a veš, ali je strast tista, ali imaš ti prav ena stvar, ki si rekel, točno zaradi tega grem in to je tisti moment na dirki, ki se meni, ne? Ne, jaz sem predvsem imel, to se je malo poklopil, ta ljubezen do Formule 1 in novinarstvo. Jaz sem si novinarstvo želel. Iskanje zgodb, iskanje resnice, iskanje ozadja in to pač predstavljati ljudem. To je pravzaprav bil moj večen drive. Okay. Ti si v bistvu nisi začel s formulo, ne? Tebe je Igor Bergant potegnil v športno redakcijo. Tako je. In sem začel od zadaj z trganjem tanjugov, se je to takrat rekli na Reutersu, to so bili taki teleprinterji, kot tale Zofa veliki, ki so bruhali, predvsem Reuters, kriketa je bilo več kot pol, ki je šel naravnost v koš in nekih anglo-ameriških športov. In potem si to moral sortirati tem novinarjem, takrat uveljavljenim in si jim potem pomagal, pa so te poslali, on je napisal neko vest, ti si pol moral to sešteti po 5 sekund vrsta, se pa 22 sekund rab recimo in si šel neko sliko zmontirati na ta njegov tekst. In tako si začel kot pomočnik uveljavljenim novinarjem in potem si, če si se izkazal, da te nekaj zanimali, si sam prosil, da bi nekaj, ali pa pol so videli, da si zagret, pa so ti nekaj ponudili. In potem so to kot vedno v življenju bili trenutki, ki si lahko, pa so prišli pa neki trenutki, ko si pa moral splavati. Recimo, na nek način se izkazati. Potem je šlo po kakšnem letu, je prišel, vem, da je takrat nehal, mislim, da leta 88 smučati Ingemar Stenmark. Tako to so bili hecni, zanimivo, zdaj, ker sem se spomnil za nazaj, taki trenutki, ki so bili malo prelomni tudi. In potem je izdal knjigo skupaj z nekim italijanskim fotografom. Elan je bil jasno v ozadju pokrovitelj tega in Elan je bil pokrovitelj tega in je potem na nek način bilo treba nek intervju narediti kao v živo, bilo je sicer posneto, ampak kot v živo, takrat ni bilo odmevov, je bil tretji dnevnik. In v srednjem dnevniku, ne v športu, je bilo treba narediti tak sedeč intervju za mizo z Ingemarjem Stenmarkom v nemščini ali angleščini. Bergant takrat ni bil na voljo, ne vem zakaj, ki bi bil sigurno verjetno tudi v igri za to, je to na mene padlo. Jaz sem čisti zelenc, to je bil moj prvi studijski nastop v življenju. 1 leto sem bil recimo na televiziji kot mlajši dežurni in sem moral v studiu narediti intervju z Ingemarjem Stenmarkom, največjim smučarjem vseh časov. In to so ni trenutki, ki preživiš ali pa ne preživiš. In po tistem intervjuju greš avtomatično korak naprej. Ne? Pa se spomniš tega trenutka, je bila trema, je bila pozitivna trema? Zato je lahko stal za kamero in krilo z rokami in pol je to še 3-krat hujš. Seveda je bila trema. In kako si jo delal? Nekako sem uspela, verjetno, če bi se danes gledal, sem bil zelo lesen, ampak tista vprašanja sem postavil. Ingemar je strah med teh ljudi, ki so Ingemar, ki kratko in suhoparno nekaj odgovorijo, ti moraš pa skozi imeti, malo sem ga verjetno pripravil, sigurno sem mu rekel že takrat, jaz sem začetnik, ti si najboljši smučar na svetu, vi ste najbolj, sem rekel, jaz sem pa prvič v studiu, ne, da ti mi malo pomagati. Ampak to so momenti, ki te naredijo. Ne? In pa preživiš, in pogreš korak naprej, če si ista pravega testa in če imaš vsi
ki so uspeli, čemarkoli, vedno reče, in v nekih trenutkih moraš imeti neko srečo, da se ti neke stvari poklopijo. Verjetno potem, da sem jaz prišel na to televizijo, da sem potem lahko šel na prvo dirko s televizijsko akreditacijo, ker se on ni potreboval asistenta, pa to, ker je na drug način živel, funkcioniral, Niko Mihelič, ampak dobil sem pa akreditacijo televizijsko. In potem sem videl, da čez cesto na radiju nobeno Formule 1 ne poroča. In sem se ponudil njim, če bi jih zanimali. Jaz sem rekel, denarja nimamo, ampak lahko pa poročaš. Sem rekel, pa bom, ne. In potem sem začel za njih poročati. Potem sem uvedel nekaj, kar je bil popolna novost na slovenskih radijih, zvočen Prenos. Ne, prispevek, nek intervju, ki ni bil do takrat, je na radiju bil samo povzetek. Predsednik Tito je rekel to pa to pa to. On je rekel to pa to pa to, je povedal nek novinar. Jaz sem pa dal vseeno noter v eter 10 sekund, pa prosta 10 sekund, pa Rona Denisa v te reportaže in so kar naenkrat to postale ene take zvočne, dinamične reportaže in so bile čisto novost. Pestre sestavljanke. Ampak tega ni bilo takrat, ne. Tehnološko pa nočete vedeti, kako je to. Fantje so mi v tehniki izdelali mašince, to so bili navadni kasetarji na trakec, pa na številke, na številčnico analogno, in potem sem se zapisal, da kje od kje do kje imam. Slušalko, no tako mašinco sem imel in sem dal telefonsko slušalko tja noter, to sem povezal z žičkami v kabinci. Mislim, vi mlajši tehnološko sploh ne veste, kako smo mi sploh pa mehni. Zato si tukaj, to hočemo slišati. Ja, veliki so to vse imeli, mehni smo pa vedno morali nekaj izimprovizirati, ker zato itak ni bilo sistemsko, da bo zdaj meni neko $10,000 mašino kupili, da bom nekaj delal, so se mi sam nasmejali. Ne? Se pravi, si moral najti eno piratsko varianto z enim v garaži, ki ti je nek koncept, tam boš moral ven vzeti slušalko odpret, žičke iz slušalke, da tu naplava, tam pa rdečo. In pa boš imel ti svojo slušalko, da bojo te izjave prišle, mi bomo pa že v monternici to s tvojim tekstom skupaj zmontirali. Kaj bi dal dan za tole škatlico? Mislim, Kaj bi dal takrat? To sem hotel reči, da Danes bi dal pa 700 €. Na ta način se je to razvijalo in na ta način si pol šel korak. In pol sem jaz pač tam bil na teh nekih 2-3 dirkah, zdaj moram naprej. Ne? In pol sem videl, da je tam Eccleston gazda, sem pač tam videl njegov avtobus in sem en dan prestopil, mislim, da sem bil v Monci, 3. moja 4. dirka v življenju za akreditacijo. Sem prestopil noter v ta njegov avtobus, sem se predstavil, ne, in ko pogledal si svojih očal, rekel, I know who are you, ne, kako si ti vedel, ko sem jaz, 3-krat sem klemet, so, I know, don't worry, what do you want, ne. Se rekel, yeah, you know, I'm young, pa to, pa jaz bi rad delal, pa nimamo denarja, pa radio slovenski, pa bi mal to, pa bi jaz eno akreditacijo tako za cel leto, no lepo, permanentno, da bi lahko skozi hodil, pa delal. Send me a fax, don't worry, send me a fax, whatever you want. Da ti je dal svobodo, ne, na nek način. In potem jaz grem nazaj, s temi radici so bili zadovoljni, s tistimi mojimi 4 dirkami in se za naslednjo leto zmenimo za cel 91. leto vojne se zmenimo za celo leto, ampak vse sponzorje si moraš najti, mi ti damo pa prostor na radio za reklame. Prostor ti damo, pa mi ti moraš pa sam najti sponzorje. In Brni pa med tem da zastojn akreditat, da pa brez pravic za radio, zastojn da pa pravice. Pa meni permanentno karto za 91. In tako smo začeli. No? In pol sem jaz hodil okrog na nekih 300 naslovov, sem šel po moje v tisti zimi na 300 firm v Sloveniji, da sem pol tistih 20 jurčkov mark spravil, 25 jurčkov. Takrat je bilo to za skromno z mojim jugotom po celi Evropi, pa za tiste par dirk izven Evrope. Pa je pa vojna prišla in na vse nisem šel. Manjko sem 2-krat polet, ki je bila vojna, Francijo pa Anglijo, in manjko sem Avstralijo pa Japonsko na konc, ker mi je malo zmanjkalo budžeta, pa vsega za tist pol ni bilo več v 91. letu. No, v 92 sem pa pol vse delal, potem so me pa zmenirali, pol je pa to postalo popularno na RTV-ju in kaj bo zdaj tale Alešič hodil po dirkah po celem svetu in so pol to zmenirali. Pa sem šel z istim konceptom na RGL, ki je pa takrat dobil nacionalno frekvenco in je hotel postati nacionalno radio in so pol fanti na RGL-u to zagrabili kot produkt in sem pol to še do Pop TV-ja, do 5-96 tam delal na RGL-u, no 96 je pa televizija začela. Miran, prosti sam. Ne, hotel sem sam vprašati, da se res enkrat Brni opisal za akreditacijo, pa ti je za neko dodatno akreditacijo, pa ti je nekaj odobril, pa je dopisal še nekaj zraven. Kaj je dopisal? Same tele neumnosti imate. Brni je bil doben je zelo dober, moram reči, vedno in zelo korekten, ampak znal je pa tudi tako. Ampak ni bilo nič takega, sploh ni bila ta kombinacija, ker je bila ena frendica,
Angležinja, ki zdaj že dolgo živi na Tajskem, Lušna Šivon, ki je tudi hotela zadnji trenutek se spomnila, da bi šla na dirko. In Jeffra se je zadnji trenutek spomnil, da bi šla na dirko. Jaz sem imel svoje permanentno, za njih dva sem pa, nekaj je bilo, to je vedno predzgodno. Ti si moral vse te želje, Brni je bil jezen, če nisi v roku poslal, moral si poslati pravočasno. Oni teh padalci last minute, to ni bilo. Mislim, to je moralo biti res nujno ali pa tako. No in jaz napišem spet, da zdaj imam pa en problem, da bi pa se upravičujem, ampak last minute bi zdaj Franci rad tudi šel, kad so komentator, pa ravno akreditacijo, pa ena frendica bi tudi rada šla zraven in on je to z roko vedno napisal. Tako pa je prišlo do Franci dobo, ona ni dobila in on je napisal, dear Miran, for work is okay, for fuck is too late. Ja, dobro, lej. Ampak, veste, tudi tak, danes ta formula, tole Liberty, pa tole, to ni več, koliko je bilo. Dokler je bil Brni, je bilo to tako. Ampak to je bil multimiliarden biznis, ki je pa vsem tudi tako funkcioniral. Pa izvedel iz enega človeka. Veš, kaj me zanima? Stotine dirk, stotine dogodkov, a bi lahko izpostavil, pa ne dirko, ki si še najbolj zapomnil, ampak najbolj prijetnega sogovornika. Še predtem eno Brnjevo še moram povedati. Povej. Ker so prišli, mislim, da je bil CVC, ki je kupil ta prvič, to je eno moram še povedati, ki je bolj lušno te moje. Je prišel CVC in potem je seveda to postalo, oni so tudi pač bil je board, je rato, nadzorni svet je bil in tako naprej. To ni bila več Brnjeva firma, ampak je bil on sicer CEO, pri tem mislim, je bil CVC Capitals, je bil lastnik, preden so to Liberty prodali. No in ta CVC Capitals je to pač imel in potem prvič, ki to oni kupijo, Brnju pošljajo letno poročilo. Da imajo oni sejo nadzornega sveta in da rabijo letno poročilo. In potem je Brni napisal London ta dan, letno poročilo, there is nothing much to report. Je poslal, to je bilo to. To je bilo to, In pa rekel, kaj vam pa ne, vse veste, vse delate kle z mano. Vse je bilo na televiziji. Glavno, to je dolg križal na roko napisan, letno poročilo od Formule 1, ki je milijardo pa toliko obrnila nadzornemu svetu, there is nothing much to report. Kjera legenda. Prosti, zdaj sem pa pozabil. Najbolj prijeten sogovornik v karavani Formule 1, pa hkrati s kom je bilo najtežje delati oziroma narediti intervju, zgodbo? Jaz sem zelo težko delal z Damonom Hillom, ki je vedno imel za moj občutek popolnoma zgrešen občutek, da sem pristaš Mihaela Schumacherja takrat in me dvakrat tako grdo odpravil in potem tudi kasneje, ko se je pojavljal v pedoku kot tako komentator, pa tako mene vedno tako gliko me, tako Damon me je, se mi zdi, v koš dal nepravično, tako malo brez nekega razloga tudi. Ti imaš eno prednost, slabost in prednost. Ko ti v svojem okolju delaš, če ti poročaš o slovenskih športih in recimo to sem pol jaz doživel na en drug način, s Tino Maze in tako naprej, je seveda tvoje delo veliko bolj na udaru pri tistih akterjih. Moja prednost na nek način je, da ti nisi na udaru pri akterjih v Formuli 1. Ti delaš sicer, poskušaš delati korektno, ampak si Schumacher ne ve, kaj ti o njemu govoriš, pa ne ve, Damon Hill, kaj o njemu govoriš. In če si ti iz istega okolja, odkudar oni prihajajo, je potem tvoje delo tudi pri akterjih veliko bolj na udaru, zato tudi prihaja pol do teh sporov med nacionalnimi novinarji in nekim športnikom, ker ni zadovoljen z njihovim poročanjem. Se spomnimo iz zgodovine Prost in francoski novinarji, pa Schumacher tudi. Nemci so bili zelo previdni tudi pri Schumacherju. Ogromno, kad je bilo RTL recimo, ki je bil pač njegova hišna, ker so vsa ta leta to spremljali, so kdaj prišli, tako če je bilo, ki je ta se da ti to vpraši. Te bi nav zamiru, da ti vpraš to, no? Da pa to ti vpraš, no? Tako, ne? Ker je bilo njim prehard vprašati. Ja. In jaz sem pa lahko vse vprašal, ne? S kom je bilo pa fajn delati? Vse je bilo z vsemi fajn. Jaz sem se še nečesa držal. Jaz mislim, da zelo hitro vsi vidijo, v teh vseh letih se edin Damona tako spomnim, malo takrat. Drugač pa, če si ti korekten, se mi zdi, na nek način, če si korekten, tudi če si neugoden, ampak če si korekten, načeloma prideš skozi. Ko si bil pa najbolj prijateljski, pa ne mislim, ne rabiš izpostaviti dirkača ali pa neke znane osebe iz pedoka. Pač, a si imel neko osebo v pedoku, s katero si pač
prijatelji, novinarji so to postali, ki smo se z leti spoznali, ampak to so zasebna prijateljstva nekih novinarjev. Drugače pa nisem jaz nikoli gojil. Jaz sem od mladih nog imel občutek, da je treba pri prijateljstvih s temi objekti tvojega poročanja biti zelo. Zato so pravi novinarji v bistvu malo v tem kontekstu usamljeni ljudje, ki nimajo veliko prijateljev, če hočejo resnico govoriti. Ne? Ja, drži. Vsa ta leta pa si rekel, da hitro zrojiš, pa se tudi hitro pomiriš in daš to za sabo. A je ostala v luftu kjerkoli kakšna zamera ali pa kakšna nerazrešena situacija, ki ti je mogoče pa danes žal ali pa tudi ne? Ma je kakšna, kdaj je kakšna, tam je kakšna seveda. Kakšen novinar in z dvemi novinarji sem mal bil v nekem slabem odnosu in se nisem prav z njimi pogovarjal, pa čist brez veze, po moje, popolnoma brez veze, iz nekih malih zamer, ki greš ti predaleč, pa noben ne gre koraka nazaj, pa kar tako ostane. Se ne zgodi tista večerja iz Budimpešte. Recimo, ne. En izziv bi ti dal, zato ker vem, da bi lahko verjetno o tem govoril ure, ampak če ti jaz rečem Ayrton Senna, a si sposoben o njem povedati vse, kar si misliš v enem, ali pa ne vse, kar si misliš, en stavek ti dam. Kot dirkač, precej umazan, kot človek pa izjemen. Super. Močen stavek. Jaz mislim, da smo se ful dobro pogovorili. Preden ti postavim samo še eno zadnje vprašanje, a pa ti dam eno izhodišče, bi se sam rad zahvalil ljudem, ki spremljajo. Veste, kje nas morate poslušati. Hvala, ker nas poslušate. Zelo nam pomaga, če vsebino delite, predvsem pa tudi, če jo ocenite. Jaz mislim, da sem s tem povzel vse. Miran, daj mi povej, kaj pa je bil tvoj prvi avto za en? Zastava 128 55 konjskih moči. Koliko bi bilo to kilovatov, pa ne vem, nekaj čez 30 verjetno, pa 40. In zdaj, ki si pomislil na... Pa še tega je mama financirala. Ja, seveda. Ja. Potem prvi tak, ki so ga še vedno starši delno financirali, prvi tak moj bolj, oče mi je tam pomagal, je bila pa Alfa 33, ena 7 IE se mi zdi. Alfisti zdaj vzklikajo. Ampak avto, ki sem ga kupil kot rabljenega v Nemčiji, in ki mi ni, kljub Alfi, povzročil nobenih težav, potem je nek policaj iz Celja kupil od mene, to se še spomnim, rdeča Alfa 33, avto brez vseh težav je vrhunsko delo, tako da tudi vse Alfe niso bile narejene tako, kot so pripovedovali. Miran, hvala za pogovor, pa hvala, da si prišel. Hvala vam za povabilo. Miran, hvala.